Danes bom raziskoval 3 skrivne ribnike, v upanju, da ujamem kakršnekoli pošasti, ki se skrivajo v njih. Ampak to ne bo lahko, ker ima vsak ribnik različne vrste rib. Prvi ribnik je dom izjemno redkih rib, ki jih verjetno še nikoli niste videli. Drugi ribnik vsebuje plenilske ribe, ki lahko zrastejo do 2 metrov. In tretji ribnik je poln nevarnih in smrtonosnih rib. Zato bomo morali biti zelo previdni, ko jih bomo lovili. Toda preden to lahko storimo, naj vam razložim, kako so te ribe sploh prišle sem. Veste, pred približno mesecem dni sem prosil svoje dekle in enega od prijateljev, naj najdeta najbolj nore ribe, ki jih lahko damo v te ribnike. In končno, po nekaj tednih sta porabila več kot $20,000, da sta napolnila te ribnike z ribami. In zdaj je čas, da jih ujamem. Tako sem začel iskanje v prvem ribniku, polnem redkih rib, in ni mi vzelo dolgo, da sem nekaj ujel. Daj mi nekaj. O, ujel sem ribo, Helena. Poglej to. Ni mogoče, to je jeseter. To je noro dobro. Ujeli smo jesetra. Ti fantje so izjemno redki in zrastejo ogromno. Torej, dajmo jih dati v hladilnik in nadaljujmo. Ta prva riba je bila izjemno redka, ampak ko bo video napredoval, bodo ribe, ki jih bomo ujeli, še bolj nore. In ne boš verjel, kaj sem našel v zadnjem ribniku. Ampak za zdaj sem nadaljeval in uspelo mi je ujeti še eno ribo. O, nekaj drugega imamo. Poglej tole. To je arovana. O, moj bog. Arovane so ene mojih najljubših rib in so precej redke, ampak imam občutek, da bo tukaj notri še kakšna riba, ki bo veliko bolj kul kot ta. Ampak ta je res kul. Druga riba do zdaj. Dajmo jih v hladilnik in gremo naprej. Takoj zatem sem opazil še eno, ampak ta je bila albino. Je to še ena arovana? Poglej tole. O ja, imamo ga. To je albino arovana. O, moj bog. Mislim, da še nikoli nisem videl tako velike fantje. To je res kul. To je zagotovo stopničko višji od prve arovane. Albini so veliko bolj redki, zato je to res super. Kakšna čudovita riba, fantje. Dajmo ga dodati v hladilnik skupaj z ostalimi in nadaljujmo z raziskovanjem. Vrnil sem se v ribnik in takoj ujel še eno ribo. O, nekaj imam. Poglejte to. Je to Oskar? O, moj bog, res je, ampak ta ni običajen. Kot lahko vidite, je to dolgoplavuti Oskar in ti so zelo redki. Pravzaprav sem ga v živo videl le enkrat prej, zato je to res super. In ta je albino, kar je še bolj kul. Potem smo nadaljevali z raziskovanjem in uspelo mi je ujeti še eno ribo. O, kaj za vraga je to? Nekaj imam. Poglejte to. To je neka vrsta jegulje. Nimam pojma, kakšna jegulja je to, ampak je res kul. Videti je kot neka bodičasta jegulja, ampak je ogromna. Še nikoli nisem videl tako velike. Do zdaj smo ujeli kar nekaj res kul rib, a skupaj so verjetno vredne okoli $1000. Torej, imamo še veliko za narediti. Nisem pa vedel, da je v tem ribniku več kot le ribe. Kaj za vraga? Zakaj je tukaj želva? Poglejte to, fantje. To je albino mehkoklepna želva. Si je vzel iz mojega ribnika pri hiši. Imamo eno točno takšno. Ne, to je druga. Pravzaprav je stala okoli $500. $500 za želvo? Se šališ? Mislim, da je res kul. Poglej, kako dolg vrat ima. O, mislim, da me poskuša ugrizniti. Potem sem se vrnil v ribnik in ujel najredkejšo ribo do zdaj. O, moj bog, neverjetno. Helen, poglej to. To je tigrinus som. Brez dvoma eden najredkejših somov na svetu. Videli smo jih le nekaj do zdaj in žal so tisti, ki smo jih imeli, poginili. Tako da je to res super. Dobili smo še enega in ta je kar velik. Dodali smo ga v hladilnik in takoj zatem smo ujeli še eno ribo. Nekaj čutim v mreži. O ja, nekaj imamo. Neverjetno. To je diskus, fantje, in ta je ogromen. Še nikoli nisem videl tako velikega. Mislim, da smo ujeli le enega prej, pa še ta ni bil niti približno tako velik. Tako da je to res super. Prav v hladilnik greš, prijatelj. Pojdimo nazaj v ribnik in poglejmo, kaj še lahko ujamemo. Stvari so se začele odvijati in v vsaki mreži sem ujel več rib. O moj bog, poglejte to. V tej mreži imamo 2 ribi. Obe sta vrsti somov. To je žirafisom, tole pa je, mislim, granulosus. Oba sta res zanimiva. Teh rib ne vidimo prav pogosto, tako da je to super. 2 ribi v eni mreži. Dajmo ju v hladilno skrinjo in nadaljujmo. Zajemal sem še enkrat in ujel nekaj, česar še nikoli nisem ujel. Poglejte to. To je strelka. Zdaj ne izgleda nič posebnega, ampak kar je zanimivo pri teh ribah je, da lahko iz ust izstrelijo vodo in s tem zbijajo plen z dreves. Torej, to so res zanimive ribe. Z vsemi ribami, ki smo jih ujeli do zdaj, smo verjetno nekje pri $2500. In kot sem rekel, tukaj je za več kot $20,000 rib. Torej, imamo še veliko za narediti. Poskusimo še na tej strani. Tukaj še nismo bili. O ja, nekaj imamo. Kaj za vraga je to?
O moj bog, je kot mavrično. To je nekaj, česar še nikoli nisem videl. O moj bog. No, verjetno pomeni, da je redko, če še sam ne vem, kaj je to. Ali vi sploh veste, kaj je to? To je apogonsom. Apogonsom? Tega še nikoli nisem slišal. Vrnili smo se v ribnik in uspelo mi je ujeti nekaj norega. To je še en tigrinus som. O moj bog, to je res noro. To je verjetno $1000 samo za tigrinus soma. To je res super. Zdaj imamo 2 tigrinus soma. Dajmo ju dati v hladilnik k ostalim in nadaljujmo z raziskovanjem. Nadaljeval sem in ribe so bile vedno bolj nore. Oh, vem, kaj je to. Poglej, Helena, to je som vrste Wells. Te ribe zrastejo ogromno in so ene redkih rib na svetu, ki lahko dejansko pojedo človeka. In kot lahko vidiš, ima ta albino primerke. To jo naredi veliko bolj redko in veliko dražjo. Naslednja riba, ki sem jo ujel, je bila ena najredkejših do zdaj. Tako redka, da sploh nisem vedel, da obstaja. Je to bičir? Mislim, da je. Fantje, bičirji niso tako redki. Kaj dela tukaj? Pogledal sem pobliže in ugotovil, da ta riba ni običajna. Počakajte malo, fantje. Je to dolgoplavuti bičir? Nisem niti vedel, da ti obstajajo. Poglejte to. Poglejte, kako dolge plavuti ima. To je noro. Dobesedno izgleda kot zmaj. To je res kul. Pravkar smo ujeli ribo, za katero nisem imel pojma, da sploh obstaja. To pomeni, da je res zelo redka. Dajmo ga v hladilno skrinjo in nadaljujmo. Vzel sem še eno mrežo in uspelo mi je ujeti še nekaj drugega. O, ujeli smo še eno ribo. Človek, tukaj lovimo ribe dobesedno v vsaki mreži. To je neka vrsta pleka, ampak nimam pojma katera. Kot lahko vidiš po vseh teh pikah, zagotovo ni običajen. Torej ga bomo dali v hladilno skrinjo in bomo še naprej raziskovali, da vidimo, kaj še lahko najdemo. O ja, ujeli smo ga. Poglej to. To je še ena arovana. Kaj je to? Naša tretja do zdaj? Potem bomo imeli pravo vojsko arovan. Do zdaj smo ujeli veliko rib in hladilna skrinja se je hitro polnila. Vendar je bilo v ribniku še vedno veliko rib, zato smo morali nadaljevati. O, nekaj imamo tukaj. Poglej to. To je klonska nožarka. Morda se sprašujete, klonske nožarke niso tako redke. In to je res, vendar ta ni običajna. To je kraljevska klonska nožarka in ima veliko več pik kot običajno. Tako sem ga dodal v posodo in zajel še enkrat. O, nekaj sem ujel. Poglej to. To je še ena albino mehko oklepna želva. Kako si, mali? O, moj bog, poskuša me ugrizniti. To je druga, ki smo jo ujeli do zdaj. Ta je nekoliko bolj oranžna kot prva. To je res neverjetno. Tile želve so tako prikupni. Torej, dajmo jih spraviti v vedro in nadaljevati. To je bila druga redka želva, ki sem jo ujel do zdaj. Ampak to, kar sem ujel naslednje, je bilo še bolj noro. O, nekaj drugega sem ujel. Poglej to. To izgleda kot še ena želva. O, moj bog, ni mogoče. To je želva iz reke Fly, fantje. To tukaj je najredkejša sladkovodna želva na svetu. Ne morem verjeti. Te želve so izjemno redke in zelo drage, tako je prikupen, o moj bog. Vedno sem si želel želvo iz reke Fly, ampak si nikoli nisem mogel upravičiti, da bi zapravil toliko denarja za njo. Koliko je stala? Samo 3000. $3000 za eno želvo. Se hecaš? Zanimivost o teh želvah je, da so podobne morskim želvam in za preživetje ne potrebujejo nič kopnega. So popolnoma vodne. To je res kul. To je verjetno najbolj nora najdba do zdaj. Dajmo ga spraviti v hladilno skrinjo in nadaljevati. O, mislim, da sem ujel še eno ribo. Poglej to. Kaj je to? O, moj bog, ni mogoče. To je mladiček MBU napihovalke. Take sem videl samo enkrat prej. So izjemno redke. In kot vidiš, je ta res še čisto majhen mladiček. To je tako prisrčno. O, zdaj se napihuje. Moramo ga dati v hladilno skrinjo. Oprosti, prijatelj. Vrnili smo se v ribnik in uspelo mi je ujeti še eno napihovalko, a ta je bila precej večja. Ta je sicer drugačna vrsta. To je fahaka napihovalka. In res si ne želiš, da te ta ugrizne. Poglej, kako velike zobe ima. Potem so se stvari začele umirjati in v ribniku je ostalo le še nekaj rib. V redu, vzemimo še en velik zajem tukaj. O, ujel sem še eno ribo. Končno, fantje, minilo je že nekaj časa. To je še en dolgoplavuti Oskar. To je res kul. O, moj bog, umiri se, umiri se. V redu, dajmo ga v hladilno skrinjo, preden skoči nazaj v vodo. Ko smo ga dali v hladilno skrinjo, sem vzel še eno mrežo in mi je uspelo ujeti še eno ribo. O ja, kaj je to? O, moj bog, poglejte to, fantje. To tam se imenuje irvinisom. So nekako podobni ribsom, vendar ne zrastejo tako veliki, imajo pa še vedno te noro ostre bodice po celem telesu. In teh fantov ne ujamemo prav pogosto. Tako da je to res kul. Dodal sem ga v hladilno skrinjo. In v naslednji mreži sem ujel nekaj popolnoma nepričakovanega. O, kaj za vraga je to? O, moj bog,
To tam izgleda kot vesoljec. Je to iverka? O moj bog, mislim, da je. Videli smo jih le nekaj prej, vendar niso bili niti približno tako veliki. Poglejte, kako noro je to. Njegove oči so tam. Ima majhna usta. Dobesedno izgleda kot vesoljec. To je noro. To je neverjetno, fantje. Nisem pričakoval, da bom danes ujel sladkovodno iverko, ampak smo jo. Torej, dajmo jo v hladilno skrinjo in nadaljujmo z iskanjem. O, nekaj smo ujeli. To je bila čudna skrivnostna riba, ki je izgledala kot list. Če veste, kaj je to, komentirajte spodaj. Ampak to je res kul. Velik zajem tukaj. Daj no. Daj mi kaj dobrega. O, vidim nekaj albino. Je to še ena želva? O moj bog, res je. Ampak ta nima mehke lupine. Mislim, da se ta imenuje rdečevratka, ampak še nikoli nisem videl albino primerka. To mora biti res redko. Dal sem ga v vedro in nadaljeval z iskanjem. Ni mogoče. Dobili smo še enega napihovalca. Nimam pojma, katera vrsta je to. Tega še nikoli nisem videl. Če veste, katera vrsta napihovalca je to, komentirajte spodaj. Kakorkoli, dali ga bomo v hladilno skrinjo in nadaljevali. Vzel sem še eno mrežo in mi je uspelo ujeti še eno ribo. Poglejte to. To je še ena kraljevska nožasta riba. In tu se ni ustavilo. V naslednji mreži sem ujel tole. O moj bog. To je nekaj drugačnega. Poglejte to. To je velik hibrid rdečerepe somovke. Te so veliko težje najti kot navadne rdečerepe somovke. Mislim, poglejte te pike na njem. Je čudovit. Prav, naredimo velik zajem tukaj. V tem kotu še nisem bil veliko. Daj no, daj mi kaj. O ja, ni mogoče. Dobili smo še enega soma. Ampak temu se reče tigrasti lopatasti som. Poglejte vzorec na njegovem telesu. Ko smo ga dali v hladilno skrinjo, se je iskanje nadaljevalo in v ribniku je ostala le še ena riba. Ni mogoče. To je še en napihovalec. Koliko ste jih dali sem noter? Pravzaprav mislim, da je to zadnja riba v ribniku. Res? To je zadnja riba v ribniku. Gremo, fantje. Zadnja riba in to je ogromen napihovalec fahaka. To je noro, fantje. V prvem ribniku smo ujeli toliko redkih rib in žev, a pred nami sta še dva ribnika. In ribe bodo postajale vedno bolj nore. Torej, pojdimo v drugi ribnik in poglejmo, kaj lahko tam ujamemo. To je kar strašljivo, fantje. Nimam pojma, kaj bi lahko živelo tukaj notri. Edini način, da izvemo, je, da začnemo loviti z mrežo. Torej, gremo. O moj bog, pravkar sem začutil, da mi je nekaj zadelo nogo. To je bilo kot velika riba. Zajemalko sem zajel in uspelo mi je ujeti. Mislim, da sem nekaj dobil. O, ni šans. O, pomiri se, prijatelj, pomiri se. Pomiri se. To je pošastni som z rdečim repom. O, moj bog. Poglejte njegove barve, fantje. Somi z rdečim repom so dobesedno moje najljubše ribe. Kakšen popoln način za začetek drugega ribnika. Dobili smo veliko staro pošast. Dodali smo ga v velik sod, nato pa smo zajeli še enkrat. O, mislim, da imamo nekaj. O, ja, nekaj je notri. Kaj je to? Ni mogoče. To je velik som ripso. O, moj bog. Prav, prijatelj, prosim, ne zapiči mi bodice. Ne zapiči mi bodice. Poglejte to, fantje. To tukaj se imenuje som ripso in izgleda res prazgodovinsko. Mislim, poglejte te rezila po celotnem hrbtu. Nočete, da vas to zagrabi. Mislim, da zdaj zagotovo vemo, da je ta ribnik poln pošasti. Upam, da bomo ujeli še kakšno. O, mislim, da nekaj velikega vidim v tem kotu. Tam je nekaj velikega. O, mislim, da sem ga dobil. O, moj bog, kaj za vraga je to? Je to morski pes? O, moj bog, nisi mi povedal, da so tukaj morski psi. Dobili smo ogromnega iridescentnega morskega psa. To je eden največjih, kar sem jih kdaj videl. O, moj bog, to je res noro, fantje. Tretja riba do zdaj v drugem ribniku in to je največja do zdaj. Torej, dajmo ga dodati v kat in nadaljujmo. O, nekaj čutim. O, moj bog, poglej to. Tam notri je ogromna riba. Mislim, da je to marmorirani ačara som, fantje. In ta je res velik. To je res lepa riba, fantje. Poglejte vzorec na njem. Poglejte tudi, kako dolge brke ima. To je noro. Zdi se, kot da ga je nekaj napadlo tam notri. Torej, veste, kaj to pomeni. To lahko pomeni, da je v ribniku še nekaj večjega od tega fanta. Torej, dodajmo tega fanta v kat in nadaljujmo. Do zdaj smo ujeli že kar nekaj velikih rib, vendar so največje ribe še vedno v ribniku. Zato sem nadaljeval z iskanjem. O moj bog, nekaj velikega je tukaj. Vidim brke. Ni šans. Mislim, da je to azijski rdečerepi som. Še nikoli nisem videl tako velikega. To je noro. Ti fantje so drugačni od tistih, ki jih običajno ujamemo in jih je zelo težko najti, še posebej tako velike. Dodal sem ga v kat in že v naslednji mreži sem ujel nekaj drugega. Kaj za vraga? To je velik klovnovski noževka. O moj bog. Počakaj, je to kraljevski klovnovski noževka? Poglej, koliko pik ima. Ni šans. Kje ste to našli?
Vedno sem si želel velikega kraljevskega klovnovskega noževka in zdaj ga imamo. Takoj zatem sem opazil še eno ribo. Dobil sem jo. O moj bog, to je velika morska psina, fantje. To je noro. Tam okoli ribnika je švigal naokoli in uspelo nam ga je ujeti. Ampak enako kot pri tistem marmoriranem mačari, ima ugrizne sledi na repu. To ni dobro, fantje. Nekaj tukaj napada ribe. In edini način, da ugotovimo, kaj je to, je, da še naprej raziskujemo. O, nekaj vidim. O moj bog, to je še ena rdečerepa som. Ta je malo manjši, a je še vedno velik. O, je živahen. Prav, spravili te bomo v kad, prijatelj. Ne skrbi. Prav, v kad greš. Nadaljeval sem z raziskovanjem in končno mi je uspelo ujeti tisto, kar je napadalo vse ribe. Nekaj sem začutil. O ja, to je velik stari paku. Ti fantje so prav taki kot piranje. Imajo velike zobe in res nočeš, da te ugrizne. Poglej te zobe. To je zagotovo tisto, kar je napadalo ribe. Ti fantje lahko zrastejo še veliko večji od tega. Ta je še vedno majhen mladiček. Lahko dosežejo več kot 30 kg in zrastejo več kot 1 meter v dolžino. Torej zagotovo potrebuje veliko ribnik, da lahko živi v njem. In to je popolno, ker bomo kasneje v tem videu večino teh pošastnih rib dali v moj povsem nov ribnik na dvorišču in tam bodo zrasle ogromne. Mislim, da vidim nekaj res velikega v tem kotu. Poskusimo jih ujeti. 3, 2, 1. O, moj bog, kaj za vraga je to? To je pošastni som, fantje. To je daleč največji, kar smo jih ujeli do zdaj. To je ogromen rdečerepi som, hibrid tigrastega lopatonosega soma. Dajmo te spraviti iz te mreže. O moj bog, to je pošastna riba, fantje. To je noro. V redu, dodajmo ga v kad in nadaljujmo. Vzel sem še eno zajemalko in ujel še eno ribo. Imamo še enega rdečerepega soma. Saj se hecaš, kaj je to? Naš tretji do zdaj. Kaj pa ti, mali? O, tudi on govori. Tako so prikupni. Poslušaj zvoke, ki jih oddaja. Ta je malo manjši od prejšnjih dveh, ki smo jih ujeli, ampak nekega dne bo dolg več kot 2 metra. To je noro, fantje. Poglejte vse te pošastne ribe, ki smo jih že ujeli. Veste, koliko jih je še ostalo tam noter? Mislim, da je samo še ena. Še ena? V redu. No, pojdimo nazaj v ribnik in bomo videli, če jih lahko dobimo. Voda je bila tako motna in ta zadnja riba je lahko kjerkoli. Začel sem misliti, da ji nikoli ne bom ujel, ampak potem se je nenadoma to zgodilo. O ja, ujeli smo ga. Poglej to. To je še ena riba vrste ribsov som. Ta je veliko večji od prvega. Poglej bodice vzdolž njegovega telesa. Te so res zelo ostre. Pravzaprav lahko vidiš, kaj mi je naredila prva riba na roki tukaj. Popolnoma me je prerezala. Zato moramo biti s tem tipom zelo previdni. Dajmo ga v kad. In veš, kaj to pomeni? Zdaj je čas, da se odpravimo do tretjega in zadnjega ribnika in vidimo, katere nevarne in smrtonosne ribe prežijo tam notri. Imam občutek, da bo to najbolj nor ribnik do zdaj. Zato sem se odločil začeti tako, da preverim to ribolovno past, ki sem jo prej danes postavil tukaj noter. Imamo vedro tukaj. Preverili bomo to ribolovno past. Tukaj je že nekaj ur. Upam, da smo ujeli kaj norega. 3. Diva. Ina. O, moj bog. Pravzaprav imamo tukaj veliko rib. Ali so tu gunč somi? Ni mogoče. Vidim vsaj 3 gunč some tukaj. Kaj so te ribe? O, moj bog. Imamo tudi vampirske ribe. Poglejte to, fantje, to je vampirska riba tamle. Te ribe imajo ogromne zobe. So zagotovo nevarne. Dajmo ga v vedro. Tukaj imamo še enega. Ta je veliko večji. Ima res velike stare zobe. Dal sem ga v vedro in potem sem opazil gunč soma. To so mali mladički. To so najmanjši gunč somi, kar sem jih kdaj videl. Če se sprašujete, zakaj so te majhne ribice v smrtonosnem in nevarnem ribniku, te ribe lahko zrastajo do 4 metre dolžine in so znane po tem, da jedo ljudi. Tako da ja, rekel bi, da so kar nevarni. Enega smo ujeli in mislim, da jih imamo tukaj še nekaj. O ja, poglej to, imamo še 2. To so skupaj 3 gunč somi. Evo, tukaj jih imate. Rekel bi, da je bila past za ribe zagotovo uspešna. Vendar je v tem ribniku še več rib. Tako da bomo morali skočiti noter, uporabiti mrežo in videti, kaj lahko še ujamemo. Malo je nevarno biti tukaj notri, ker so tukaj nevarne in smrtonosne ribe. Zato moramo biti res zelo previdni. Daj mi kaj dobrega. Kaj je to? O moj bog, ni mogoče. To je še en gunč som. Ste vi dali celo družino gunč somov sem noter? Mogoče. No, mislim, da je samo en način, da izvem, in to je, da nadaljujem. Torej, spravimo tega tipa v vedro. Še enkrat sem zajel z mrežo in uspelo mi je ujeti nekaj drugega. Kaj je to? O, ni mogoče. To je še ena vampirska riba. To je že naša tretja. Zanimivost o teh fantih je, da ko zrastejo, lahko njihovi zobje tukaj zrastejo do 15 centimetrov. Torej lahko z gotovostjo rečemo, da te ta tip res ne sme ugrizniti.
Tažno. Oh. Stari, saj se šališ. To je še en gunč som. Koliko ste jih dali sem noter? Ta je malo večja, ampak še vedno. Kaj je to? Naša 5. ali 6. gunč som? To je res noro. Loviti vse te gunč some je bilo res kul. Ampak ko bomo še naprej raziskovali ta ribnik, bomo naleteli na veliko bolj nore ribe. Stvari so se začele odvijati in v vsako mrežo sem ujel več rib. O, tukaj imamo 2 ribi. In glej ga zlomka, to je vampirska riba in gunč. Potem bomo dobesedno imeli vojsko gunč somov. Samo še naprej lovi z mrežo. Tam noter je nekaj norga. Všeč ti bo. Oh, resno? Ampak bodi previden, morda te ne bo ugriznilo. Morda me ne bo ugriznilo? Morda ne bo, ampak morda pa bo. Oh, bog, v redu. Še enkrat sem zajel in ne boš verjel, kaj sem ujel. Ni šans. Ni šans, ni šans, ni šans. To tam je platinasti gunč som. Stari, a si resen? Prej sem videl samo enega in je stal okoli $5000. Vi ste za to porabili $5000, kaj ne? Bilo je 6000. To je res noro. To je daleč najbolj redka riba, kar sem jih kdaj videl. Ti primerki so izjemno redki. Res sem presenečen, da ste našli enega od teh. Ta riba mi res veliko pomeni, fantje. Eno sem že imel, a jo je žal ena od mojih drugih rib ubila in nikoli si nisem mislil, da bom še kdaj videl tako ribo. Zato hvala, fantje, da ste mi jo kupili, čeprav je stala $6000. To je veliko denarja. To mora biti tista nora riba, o kateri si govoril, kaj ne? Ne, postane še bolj noro. Se šališ z mano? To ni najbolj nora riba tukaj. Mislim, bližaš se, ampak še nisi čisto tam. V redu, no, mislim, da bomo dali tega tipa v vedro in nadaljevali iskanje česarkoli, kar je tukaj še bolj noro od tega. Ne vem, kako je to mogoče, ampak poskusimo ugotoviti. To je noro. Nadaljeval sem in končno sem naletel na ribo, o kateri so govorili. In to je bila daleč najbolj nora riba, kar sem jih kdaj videl. O moj bog, Trej, imam nekaj večjega od tistega, stari. O, to je težko. Je to tista nora riba, o kateri govoriš? O ja. O, bog, v redu. Tukaj je nekaj velikega, nekaj norega, nekaj še bolj norega kot platinasti gunč. Ne vem, jaz bom presodil. Pripravljen? Samo poskusil bom pobrati, karkoli že je. O, bog, veliko je. Stari, res je veliko. Si pripravljen? O, ni šans. Mislim, da vem, kaj je to, stari. Ni šans. Gremo. O, moj bog. Človek, saj se šališ. Poglej, kako velik je ta som guh. Ne morem verjeti. Še nikoli nisem videl tako velikega, fantje. Človek, res nisi pretiraval. To je še bolj noro. Človek, koliko je to stalo? 5000! Brate, zdaj vidim, kako ste lahko zapravili več kot $20000 za to. Ti monstrumi zrastajo do 4 metre, ampak najti enega tako velikega je res redko. Poglej vrste zob tam zgoraj. Ne želiš, da te ta tip ugrizne. No, fantje, zdaj smo uradno še korak bližje temu, da imamo največjo hišno ribo na svetu. In zdaj, ko smo končno vse ribe in želve pobrali iz ribnikov, bom nekaj od njih dal v svoj povsem nov ribnik, kjer bodo postale pravi monstrumi. In začeli bomo tukaj s tem albino sladkovodnim morskim psom. Prav, prvi gre noter. Evo, gre noter. To je tako cool, fantje. Tako sem navdušen, da bodo vse ribe tukaj noter. To bo res super. Odločil sem se tudi, da dam noter nekaj somov z rdečim repom. Prav, prvi gre noter. Se vidimo, prijatelj. In tukaj gre drugi. Videli vas bomo, ko boste dolgi 6 čevljev. In zadnja riba, ki jo danes dodajamo v ribnik, bo ta paku. Tam gre. Če želite videti, kako dam vse ostale ribe, ki jih imam v ta ribnik, ostanite z nami za prihajajoči video. Za zdaj upam, da ste uživali v tem videu. Pustite všeček, naročite se spodaj. Se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav!